Pozdravljeni. Tudi leto 2025 prihaja h koncu in prav je, da razmislimo, kaj je bilo tisto najslabše, kar smo videli v Formuli 1 in česar si ne želimo gledati v letu 2026. Verjetno vsakega izmed nas je v sezoni 2025 zmotilo marsikaj. Od načina, kako so sporočili določene stvari, do seveda samega obnašanja posameznikov, pa naj si bodo to vozniki, šefi ekip ali kdorkoli drugi. In treba je povedati, da marsikdaj lahko opazimo, kako v Formuli 1 izgubljajo stik z realnostjo. In danes si bomo ogledali moj izbor tistih zadev, ki so me v letošnji sezoni izjemno motile. In začeli bomo z perečo, verjetno za koga tudi boleto točko. Govorili bomo o odkritemu laganju lastnim navijačem. Kot lep primer lahko tu damo skuderijo Ferrari, kjer smo skozi celotno sezono lahko poslušali razne zgodbe. Od tega, da imajo še pred začetkom sezone pravi bolid, s katerim bo lahko Lewis Hamilton posegel po svojem 8. naslovu, do tega, da je treba potencial bolida SF Pomišljaj 25 le odkleniti. In na to bomo že videli, kaj so napravili v Maranellu in seveda tiste znamenite zadnje premije, ki bo zadeve čisto spremenila. Nič ni napačnega, ukolikor so informacije resnične, ampak če na to po koncu sezone slišimo uradne izjave, kako so že aprila ustavili aerodinamični razvoj bolida, se lahko zamislimo, kaj so nam govorili in kaj so nam obljubljali celo leto. Nekaj, kar so vedeli, da ni res. In to laganje nasplošno onim, ki verjamejo vate, je v mojem nekaj, kar bi se morali v Formuli 1 enostavno izogibati. Poglejmo, na primer, kaj se je zgodilo pri ekipi Williams. James Wolves je odkrito priznal, da bodo med prvimi, ki so ustavili razvoj na letošnjem bolidu, samo zato, da bi se posvetili onemu v naslednji generaciji, kajti če imajo dobro osnovo, bo potem naprej lažje žrtvovati danes za boljši jutri. In to je odkrito povedal vsem navdušencem Formule 1 in predvsem vsem navijačem ekipe Williams. V nadaljevanju sezone 2025 smo videli fantastične rezultate, predvsem Carlosa Sainza mlajšega, z bolidom, ki ni imel takšnega razvojnega potenciala kot ostali. In navdušenci, navijači, ki niso pričakovali na koncu sezone takega mesta na konstruktorski lestvici ali pa takega izkupička točk, so bili prijetno presenečeni. Sedaj vsakdo izmed nas se lahko odloči, ali je bolje lagati in obljubljati nemogoče, ali pa enostavno povedati resnico, čeprav morda v prvem trenutku tudi malce zaboli. A verjamem, nekateri raje verjamejo pravljicam in na to čakajo na drugo leto. Pa pustimo sedaj to. Druga točka, ki je mene osebno zmotila, bila prava poplava tistih posebnih barvnih shem, ki mnogokrat
niso imele nekega posebnega razloga. V preteklosti je bila to prej izjema, danes je postala pravilo. Verjetno ste opazili, da na primer na veliki nagradi Miamija ali veliki nagradi Las Vegasa imajo mnoge ekipe posebno poslikavo, posebno tematiko, ki pravzaprav nam, navijačem, ne pove nič. Kot da bi hoteli samo prodajati nove makete, nove majice, nove kape in tako iztržiti še tisto malenkost več, kot bi lahko. Ampak na dolgi rok tako izgubljajo tisto svojo prist. Sam razumem, da je potrebno počastiti na primer kakšnega pokrovitelja. In tu ne vidim nič napačnega. Ampak preveč je morda v tem primeru nekaj, kar bi se morali izogibati. Tu bi lahko FIA napisala kakšno smernico, kjer bi bilo dovoljeno posebno barvno shemo uporabiti enkrat ali dvakrat v celotni sezoni in nihče ne bi imel prav nič tu za pripombo. A verjetno točka, kjer se bomo mnogi strinjali, je odnos, ki smo ga videli do določenih voznikov. Verjetno je marsikomu ušlo iz spomina, kako je svoj sedež izgubil Jack Doohan. Tu se verjetno marsikdo bo začel spraševati, ali je bil Doohan res tako slab, da ga je bilo potrebno zamenjati s Colapintom. Franco Colapinto v letošnji sezoni razen bančnega računa ni pokazal absolutno nič. In bodimo iskreni, tudi dosegel ni nič več kot že prej omenjeni avstralski voznik, ki bo svojo kariero nadaljeval drugje. Ampak dogaja se, da v Formuli 1 imamo plačljive voznike. Tako je bilo, tako je in tako tudi bo. Zanimivo pa je, ko lahko prebiramo, kako je s svojimi rezultati Colapinto prepričal Alpine, da mu v sezoni 2026 zopet da na razpolago enega izmed svojih bolidov. Podobna zgodba pri Red Bullu. Videli smo Lawsona, videli smo Tsunodo in če potegnemo črto, ne en, ne drugi nista bila bistveno boljša kot na primer Sergio Perez, ki je kljub podpisani pogodbi v letošnji sezoni izgubil svoj sedež. Lahko bi dejali, da tudi Max Verstappen bi lahko v zaključnih fazah letošnje sezone rabil pravega drugega voznika. Nekoga, ki bi bil sposoben vsaj priti v tisto območje, kjer si delijo točke. In nekateri boste dejali, da je bil Perez v sezoni 2024 slab, ampak ste prepričani, da je bil slabši kot Tsunoda ali Lawson. Sam nisem na tej strani. Menil bi, da za Perezom bi bilo možno morda vsaj enkrat, na primer Norrisa, potisniti mesto nazaj in tako bi lahko videli drugačen razplet prvenstva. Če ne drugega, bi se lahko Red Bull boril tudi za kakšno boljše mesto na konstruktorski lestvici. Ampak pustimo sedaj to. Menim, da v prihodnje bi bilo potrebno v Formuli 1 gledati tudi na rezultate in ne samo na finančno plat ali pa simpatičnost, ki jo nekdo ima v družbenih omrežjih. A verjamem, mnoge nisem prepričal. A verjetno sedaj s tisto zadnjo točko si bomo v večini enotni, da je bila največja neumnost, kateri smo bili priča v letošnji sezoni, tista imenovana papaja pravila. Neka enakost med vozniki ekipe Formule 1 je kmalu pripeljala do scenarija, kjer bi izgubili naslov med
samimi vozniki, samo zato, ker niso bili sposobni ali pa niso hoteli določiti tistega, ki je prvi, in onega, ki je drugi. Še zmeraj sem prepričan, da pravzaprav so pri Mclarenu stavili bolj na Norrisa kot na Piastrija in da so napravili vse, da je prišlo do onega preobrata. Ampak nimam dokazov, gre samo za moje osebno lastno prepričanje. A vseeno vemo, da v svetu Formule 1 ni fair igre, ni nudenja enakih možnosti prvemu in drugemu vozniku. Tu se je treba zavedati, da igranje na takšne, imenujmo jih populistične note, zahteva pravzaprav to, da se ekipa odreče tisti svoji prvotni nalogi. In naloga v Formuli 1 je samo ena, in to je zmagovati. Prepričan sem, da Max Verstappen v zadnjem delu letošnje sezone še zdaleč ne bi dosegel toliko točk, vkolikor bi se pri Mclarenu nekako odrekli tem butastim papaja pravilom. A verjetno marsikdo je sedaj prepričan, da bi na to videli slabšo sezono, da ne bi bilo tako napeto do konca, ampak spomnite se, kaj so nam obljubljali, kaj so nekateri predvidevali, ko so govorili o troboju. Če se komu ljubi, lahko pogleda moje prispevke za nazaj in koliko možnosti sem jaz pripisoval Maxu Verstappenu v tem boju za naslov svetovnega prvaka. Govoril sem mesece od tega, da ima morda 25% možnosti. In na koncu smo videli rezultat. A pustimo sedaj. Namreč, ukolikor bi bili preveč realni, bi verjetno tudi zgodba se slabše prodajala. In to je tisto, kar je najslabši del v sezoni 2020. Preveč zgodb in premalo realnosti. Izgleda, kot da o Formuli 1 pišejo tisti, ki jo sploh ne poznajo, ki ne znajo povedati bistva in navdušencem dati tisto, kar bi jim pomagalo bolje razumeti ta lep pot. V sezoni 2026 si zato želim manj laži, več odkritosti, manj posebnih barvnih shem in več voznikov, ki jim je mesto v tej izjemno ozki in ekskluzivni skupini. In seveda več onega pravega duha Formule 1, kjer ni enakosti, ampak so oni, ki so izjemni in tisti, ki jim pri tem pomagajo. A vem, kot ponavadi, pobožne želje, ki jih marsikdo izmed nas izreče pred novim letom. A hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.